Kam pa so izginile oglate linije, ki so jih baje kupci imeli tako zelo radi pri prejšnji generaciji? Takrat so celo dejali, da so drugo generacijo namenoma naredili podobno prvi, ker so njihovi vozniki tako želeli. Kaj pa se je zgodilo s to tretjo? So vsi spremenili mnenje. Dejstvo je, da novi X-Trail dovolj dobro izgleda, da je opažen. Nima pa tistega, kaj vem, nečesa posebnega, recimo luči na strehi, s katerimi si lahko plašil srne po gozdu. Tisto je bilo res zakon. V glavnem, sprememba je res očitna. Tretja generacija je postala oblikovno bistveno bolj podobna ostalim predstavnikom, manj terenska. Pri Nissanu pravijo, da je novi X-Trail križanec med križancem in SUV-jem. Da še malo zakompliciramo vse skupaj. Notranjost. Tukaj se pa vidi napredek, v bistvu se ga čuti. Materiali so bistveno boljši, mehkejši, sploh tale opora za levo roko je fino mehka. Nekateri deli so še vedno iz trde plastike, ampak je vse skupaj dobro sestavljeno in zato ne moti. Nekaj škripanja je edino tamle zadaj pod stropom, verjetno zaradi tega velikega panoramskega stekla in to boste slišali na kakšnih slabih podlagah. Sedeži so odlični, tako spredaj kot tudi zadaj, sploh zadaj se zelo dobro sedi in tudi prostore je ogromno. Naš snemalec Miha, ki je precej visok, je rekel, da že dolgo ni tako udobno sedel. Jasno, če so pa sedeži nastavljivi po naklonu in tudi tale opora je velika in zajetna. Še prtljažnik. Se spominjam, kako plastičen je bil pri prejšnji generaciji, da je vedno vse letelo po svoje. Tukaj so ta problem rešili s policami, ki so lahko pregrada ali pa kot dodatna polička. Pač boljše je in seveda zelo prostorno, sploh če tule zadaj nimate še dveh sedežev. Zapri se. Vožnja je predvsem udobna. X-Trail je kar konkreten avto in to se hitro čuti, ko se boste zapeljali na kakšno bolj zaprto cesto. Več je nagibanja, nos postane težji in bi šel najraje kar naravnost. Je pa občutek na volanu zelo dober in v bistvu je nasploh ta avtomobil prijeten za vožnjo, če ne zahtevate preveč, ker včasih nekateri kar pozabijo, da se taki višji, težji avtomobili enostavno ne bodo peljali tako dobro kot nižji. Tudi poraba zaradi te gmote ne bo majhna, jasno, bo pa v primeru X-Traila precej sprejemljiva, če ne boste imeli težke noge. Tudi slabih 6 litrov lahko popije v kakšnem primeru, sicer pa okrog 7, kar se mi zdi zelo okej. Zasluga gre majhnemu motorju. Za moje pojme na trenutke celo premajhnemu, ker z 1,6 litra enostavno ni dovolj prepričljiv pri izpeljevanju na kakšnih strmih cestah, ko ga v drugi prestavi kar zmanjka. Ko se zavrti, pa je kos večjim dvolitrskim dizlom. Zaenkrat je to edini motor v ponudbi, tako da boste morali biti pač zadovoljni s temi 130 konjskimi močmi. Verjetno pa bo v prihodnje na voljo še enak motor z dvojno turbino. Se mi pa zdi kar drag. 36 000 evrov stane točno takšen. Se ima ogromno opreme in je res konkreten avto. Z dokaj zmogljivim štirikolesnim pogonom je celo na terenu dovolj zmogljiv, če vam ne bo škoda teh platišč. Oddaljenost od tal je tukaj 21 centimetrska, kar je v rangu resnih terencev. No, če ne rabite nič od tega, pa je osnovni na voljo s sprednjim pogonom za dobrih 26 000, če ste manj zahtevni. Ampak zame ni takšen. Če mora biti X-Trail, potem mora biti točno tak, nabutan z opremo in štirikolesnim pogonom, da pač pridem kamorkoli hočem.